Živijo, najlepša hvala za besedo, pa hvala vsem, da ste prišli kljub temu vremenu. Hvala muzeju, Mestnemu muzeju za gostoljubje in gospe Jani za predstavitev in uvod. Jaz vam bom danes predstavila mojo magistrsko nalogo oziroma temo, s katero sem se ukvarjala pri zaključku svojega študija na Fakulteti za arhitekturo. Saj nekaj od vas je arhitektov, tako da ene še čaka ta del, ampak pri nas imamo veliko srečo na faksu, ker imamo možnost, da si sami izberemo temo, na podlagi katere mi potem naredimo to magistrsko nalogo, in ta tema ponavadi nas študente osebno zanima in nam je blizu, in tudi jaz sem pri izbiri svoje teme in magistrske naloge z naslovom Za vse je mesto projektna študija bivalnih tipologij za ranljive skupine in idejna zasnova prostorov skupnosti na območju Hrvatinovega vrta v Ljubljani, izhajala iz svoje lastne osebne izkušnje, mogoče življenja z osebo na vozičku. Po drugi strani pa sem se pri magistrski nalogi spraševala, kako in a sploh lahko arhitektura tudi pomaga in mogoče na nek način izboljša pogoje bivanja posameznikom. Tako da jaz imam tukaj še knjigo, pač na videoprojektorju se stvari slabo vidijo, tako da si lahko sami pač načrte pa risbe pogledate, če koga zanima še v knjigi. Vsaka družba je močna toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen. Razvitost vsake družbe se kaže v skrbi za najšibkejše člane skupnosti. Skrb ne pomeni vedno le neke socialne varnosti, ampak se lahko manifestira tudi z vzpostavljanjem enakopravnih pogojev za bivanje in nasploh vsesplošne enakosti v družbi. Med nami živi veliko pripadnikov ranljivih skupin, za katere pa jaz menim, da ni ustrezno poskrbljeno. V Sloveniji se denimo delež starejših ljudi povečuje, 12 do 13% ljudi živi vsaj eno obliko invalidnosti, več kot 22 000 ljudi pa prebiva v eni izmed obstoječih institucij. V magistrski nalogi se tako sprašujem, kako in če sploh lahko vzpostavljamo nove tipologije bivanja, ki pa bi temeljile na deinstitucionaliziranem kolektivnem bivanju v neposredni povezavi z mestom in njegovimi prebivalci. Magistrska naloga je tako strukturirana na 4 dele. V bistvu drugem delu izpostavim družben problem, v tretjem delu se opredelim do problema mesta oziroma do fenomena mesta in potem sinteza je pa projekt, ki pa predstavlja enega izmed možnih načinov reševanja predstavljene problematike. V prvem poglavju, ki se imenuje Posameznik in skupnost, sem raziskovala odnos posameznika s širšo skupnostjo. Proces vključevanja v skupnost se imenuje socializacija in se širi od naše primarne družinske celice naprej v svet. Pripadnost družbi je pomembna zaradi tega, ker se mi z njo identificiramo, hkrati pa se lahko kot samosvoj opredelimo šele takrat, ko vemo, v čem smo si različni od drugih. Raziskovala sem druge teme, kot so recimo bivanje, ki za marsikoga izmed nas pomeni nekaj popolnoma samoumevnega. Mene je pa zanimalo, kako vzpostaviti kvalitetno bivalno okolje ljudem, ki mogoče ne ustrezajo normativom ali pa osnovnim standardom. Zanimala me je tema doma, kaj pomeni dom. Dom je prostor, s katerim se mi identificiramo in je naše varno zatočišče, naša primarna celica. Zanimalo me je, kaj pomeni soba. Soba je prostor umika in mi lahko dobro participiramo v družbi šele takrat, ko imamo možnost tudi, da smo sami s sabo. Predvsem pa me je zanimalo, kako prostor odpirati in povezovati, kateri so te prostori, ki si jih mi lahko delimo, kaj lahko souporabljamo in kako se potem lahko umaknemo in smo vsak sam, vsak zase. Zanimalo me je tudi to, kaj nas povezuje in kaj je to, kar nas ločuje. S tem, ko se širi naš krog socializacije, pa mogoče naletimo tudi na družbo, ki pa ni vedno vključujoča. Recimo, velikokrat se mi zdi, da je marsikdo od nas že parkiral na parkirišču za invalide. In tudi nasploh
so ljudje, recimo outsiderji, ki so drugačni od nas, velikokrat izločenih iz naših vsakdanjih horizontov. Veliko pa je bilo primerov v filmu, ki so že obravnavali to problematiko oziroma te teme, ki so mene zanimale. V arhitekturi pa je to postalo pomembno šele pred nekaj leti. In jaz sem potem, ko sem se lotevala moje naloge, raziskovala različne ranljive skupine. Mogoče je že sam ta moment delitve na nek način lahko pomeni segregacijo oziroma ločevanje. Pri meni pa je bilo to pomembno, da za razumevanje tega, kakšne so tudi njihove bivalne potrebe, ker vsak izmed njih ima svoje specifike in glede na to bi tudi arhitektura mogla omogočati različno rabo vsem tem ljudem. Se pa jaz v svoji magistrski nalogi nisem ukvarjala samo z recimo funkcionalno oviranimi starejšimi, otroci s posebnimi potrebami, ljudmi z duševnimi, recimo duševno bolnimi ali pa ljudi z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ampak so me nasploh zanimali tudi socialno ranljivi, brezposelni, mame samohranilke, mladi, študenti in tako naprej. Tako da jaz se nisem specifično ukvarjala samo z hendikepiranimi oziroma z ranljivimi skupinami, ampak nasploh z vsemi pripadniki oziroma prebivalci mesta. In jaz sem potem na podlagi tega mojega raziskave ugotovila, da ima vsak svoje specifične potrebe. Recimo gibalno ovirani najbolje živijo v skupnosti z nami vsemi ostalimi, medtem ko ljudje s posebnimi potrebami recimo najbolje funkcionirajo v gospodinjstvih 6 do 8 ljudi, ker na ta način lahko najbolj svobodno živijo oziroma si med sabo pomagajo. Tako da vsaka izmed skupin, čeprav nisem želela jih deliti, ima svoje potrebe, ki so bile pa ključne oziroma ključno izhodišče za razmislek o tem, kakšne bojo nove tipologije bivanja. Tekom pisanja magistrske naloge sem se imela priložnost spoznati veliko krasnih ljudi, tako svojcev ljudi ali pa posameznikov, ki imajo neke specifične potrebe. In v Sloveniji je ogromno zgodb, ki so se me še kar dotaknile. Recimo, ena izmed njih je Saša iz Celja, ki je pri 45 letih recimo zbolela za multiplo sklerozo. Na začetku je zanjo še vedno skrbel njen partner, ko pa je to postalo preveč težko in je bolezen napredovala. On ni bil več pripravljen nuditi pomoči, zaradi tega se je mogla Saša preseliti v dom starejših občanov v Celju, kjer še vedno dela in med vikendi pa jo obišče hčerka iz Ljubljane. In takih zgodb je res ogromno in do leta 2017 je v Sloveniji recimo živelo do 1000 oseb, ki so bile mlajše od 50 let v domu za starejše. Meni je to nekaj, kar me je tako v bistvu ganilo oziroma pretreslo in se mi je zdelo, da bi mogli v Sloveniji razmišljati o tem, da se vzpostavi več različnih možnosti, ki bi omogočale svobodno bivanje posameznikom. Na podlagi statistike sem ugotovila, tako kot sem že prej omenila, da smo zelo hitro starajoča se družba, da ogromno ljudi živi v institucijah ali pa vsaj eno obliko invalidnosti. Kljub raznolikosti potreb pa v Sloveniji obstajata le 2 vrsti institucij, ki omogočata bivanje ljudem, ki potrebujejo dodatno pomoč in oskrbo. Eno izmed njih je, kot sem že prej omenila, varstveno-socialni zavod in pa dom starejših občanov. Leta 2017 je bilo v Sloveniji uzakonjen zakon o osebni asistenci in on omogoča ljudem, da dobijo osebne asistente in na ta način čim dlje časa ostanejo v svojem domačem bivalnem okolju. Kljub temu pa nimajo vsi ljudje te možnosti in sreče, da na ta način živijo. Tako tudi lahko pogledamo, to so zdaj primeri res slabih mogoče institucij oziroma domov za starejše v Sloveniji. Jaz ne mislim, da so institucije slabe. Institucije so nekaj, kar definirajo našo družbo, od bolnic, osnovnih šol, vrtcev. Mene je pa zanimalo, kako lahko stremimo k deinstitucionalizaciji in temu, da se ukvarjamo s posameznikom in mu omogočamo enakovredne bivalne pogoje vsem. Tako da v Ljubljani je recimo 9 od 12 domov za starejše lociranih na robu mesta ob obvoznici.
In je pa pomembno povedati, da bi vsi, recimo domovi za starejše ali pa kakršnekoli institucije in zavodi mogli biti locirani v bližini mestnih središč oziroma v bližini trgovine, pošte, banke in na ta način se ljudje lahko počutijo vključene. In v zadnjih letih se je zgodil velik premik na področju deinstitucionalizacije, ko smo iz tega klasičnega kompaktnega doma, ki je zelo jasno organiziran, prešli na bolj razpršene bivalne skupnosti in ki pa bi lahko bile razpršene in integrirane v mesto. Pogledala sem nekaj primerov iz tujine. Pri vseh njih me je zanimalo, kakšen je odnos skupnih bivalnih prostorov, kjer se lahko ljudje družijo in se formira ta skupnost do posameznih enot. Recimo to je primer iz leta 1971 na Nizozemskem, kjer gre za zelo velik dom za starejše, ampak so lahko, kakor vidite na shemi, bivalne skupnosti organizirane prek posameznih gospodinjstev. To pomeni, da ljudje živijo v skupnosti od 6 do 8 ljudi okrog kuhinje, kjer lahko skupaj kuhajo in se na ta način poznajo. In je to narejeno po meri človeka. Potem mogoče malo novejši primer v Vorarlbergu v Avstriji, ki je zanimiv zato, ker gre za dom za starejše, kjer je recimo vzpostavljen tudi skupni atrij, ki pa predstavlja nek javni prostor za širši kraj. Hkrati pa je v tem domu tudi pošta, to pomeni, da lahko ljudje tudi pridejo od zunaj, pa se srečujejo tam s prebivalci doma. In recimo tak primer je bil tudi mogoče UKC včasih oziroma je še danes v Ljubljani, kjer se ljudje počutijo, kot da so del mesta in lahko uporabljajo programe mesta, kot so trgovina, frizer. Potem naprej imamo recimo Peter Zumthor, malo novejši primer, kjer se ta skupnostni prostor vzpostavlja na hodniku, ki pa je toliko širok, da omogoča srečevanje med sosedi ali pa med ljudmi, ki pridejo na obisk. Pa potem še najnovejši primer spet enega doma starejših v Avstriji, ki je organiziran, tako kot sem že prej omenila, okrog teh manjših bivalnih skupnosti, tako da ti, ko prideš tja, diši po piškotih, ljudje kuhajo in se družijo na ta način, ko se poznajo med sabo, se tudi vzpostavljajo te skupnosti. In na koncu tega poglavja me je mogoče zanimalo, kakšna je vključujoča družba prihodnosti. Mislim, kam tudi mi gremo naprej kot družba, da bomo vse ljudje sprejemali na enak način. In zato sem potem vzpostavila tudi nek pojmovnik nekih osnovnih pojmov, ki bi izpostavile te teme, s katerimi sem se jaz ukvarjala. Naprej sem se ukvarjala s prostori mesta, s fenomenom mesta. Mesto je upravno središče in prostor, ki ga poseljujejo ljudje, in pravica do mesta je nekaj, kar si vsi enakovredno lastimo in tudi vsi prebivalci mesta definiramo mesto in mu dajemo identiteto. Mene je zanimalo, kakšna so vključujoča mesta, zaradi tega sem naletela na zelo zanimiv primer arhitekturnih infrastruktur Sao Paula. Sao Paulo je recimo najbolj poseljen primer mesta v Južni Ameriki. Najbolj poseljen, zelo veliko ljudi ima, prebivalcev, ampak so se kljub temu v prejšnjem stoletju začele vzpostavljati tako imenovane arhitekturne infrastrukture, ki vključujejo različne raznolike programe, od bazena na strehi, knjižnice, potem pokritega trga. In to so prostori srečevanja, kjer se različne generacije lahko družijo in srečujejo. In to je bilo tudi neka inspiracija oziroma referenca za to, kako si tudi jaz želim, da bi prostori, ki jih jaz oblikujem v Ljubljani, v nekoliko manjšem merilu lahko morda funkcionirali. Najbolj pa me je zanimal primer Ljubljane. Mislim, da se vsi lahko strinjamo, da je zelo prijetno živeti v Ljubljani, da je Ljubljana mesto pravega merila, da se mi ljudje med sabo poznamo, se srečujemo, imamo ogromno zelenih površin, peš con, prostorov za druženje recimo v Ljubljanici. In že včasih je bilo zelo veliko arhitekturnih objektov oziroma centrov Ljubljane, ki so omogočale to medgeneracijsko druženje. Recimo Španski borci, trgovska hiša v Šiški, kopališče Ilirija, kino Šiška, Plečnikov stadion. To so bili prostori, ki so omogočali raznovrstno rabo in tudi
srečevanje ljudi in tudi na nek način dali identiteto posameznim delom mesta, ne. Tako lahko pa vidimo, kako se pa danes vzpostavljajo javni prostori. Gre bolj za to, da se ljudje družimo v trgovinah ali pa da se vsi prostori zelo komercializirajo in da je težnja predvsem na središču Ljubljane, medtem ko včasih so bili te mestne četrti veliko bolj pomembne in prisotne. Mene je zanimal tudi pregled javnih prostorov mesta, kako so veliki, kje se ljudje najbolj zadržujejo in tudi v odnosu do prostorov, s katerimi sem se jaz kasneje ukvarjala pri projektu. Kljub vsem tem dobrim lastnostim Ljubljane pa smo danes tudi priča temu, da je mesto prenapolnjeno s turisti, javni prostori se privatizirajo, gre samo za elito, recimo verjetno se tudi sami soočate s problemom, kako težko je priti do stanovanj za mlade. In mene je zanimalo, kakšna je pač prihodnost našega mesta in kako lahko v bistvu skupaj ustvarjamo vključujoče mesto prihodnosti, ki bi vzpostavljalo enakopravne pogoje bivanja za vse prebivalce. In v delu, ki se imenuje Za vse je mesto, jaz predstavim enega izmed možnih načinov, kako bi se lahko vzpostavilo mesto in prostor, ki bi sprejemal ljudi vse na enak način. Izhajala sem iz Konvencije pravic Združenih narodov, ki temelji na tem, da si vsi ljudje lahko izberejo sami prostor in kraj prebivanja ter na kak način si oni želijo živeti. In ideja je, da vsi skupaj, vsi ljudje živijo v mestu, v neposredni bližini dogajanja in da se na ta način tudi zgodi destigmatizacija ranljivih skupin in njihovo aktivno vključevanje v družbo. To se zgodi na dveh nivojih. Na nivoju posameznika, to pomeni, da so vse nove tipologije prilagodljive ljudem, ki so gibalno ovirani. Po drugi strani so fleksibilne, omogočajo raznovrstno rabo in so prilagodljive potrebam posameznikov. Po drugi strani pa se vzpostavijo novi javni prostori za mesto, kjer lahko tudi širši prebivalci, sosedi pridejo in se družijo in vsi skupaj uporabljajo ta prostor. To mogoče tako v hecu bi lahko bile kot neki urbani hibridi, ki bi se lahko nalepili na obstoječo strukturo in bi se mešali z že obstoječimi programi mesta. In pri moji raziskavi sem jaz pregledala 40 lokacij v Ljubljani. Ene so bile bolj centralne, ene so bile bolj na mestnem obrobju, ampak zanimalo me je, kakšen je širši kontekst, a je skupnost pri njih že formirana, a je mogoče nek potencial, da se vzpostavi kot nova mestna četrt, kateri programi so potrebni za to. Sem se pa potem odločila za lokacijo v samem središču mesta, ker sem želela dokazati, da je prav središče Ljubljane podhranjeno z programi, ki bi bili namenjeni prebivalcem. Zato sem v bistvu odkrila čisto naključno stavbni otok Rimska Gregorčičeva igrišča, Prešernova cesta. Tukaj so recimo prostori vlade, pa osnovna šola Majda Vrhovnik, pa potem to je Forsterjev vrt, pa filozofska fakulteta. Gre za lokacijo, ki je v samem središču Ljubljane. Po drugi strani pa sem jaz, potem ko sem jo raziskovala, odkrila, da je v notranjosti tega stavbnega otoka stara tiskarna Tone Tomšič, ki danes služi prostorom za skladiščenje za vlado in je popolnoma zaprta. Gre pa za nek res super primer, ki bi lahko ponudil nove prostore za uporabo in druženje za vse prebivalce Ljubljane. Druga kvaliteta, ki sem jo pa jaz prepoznala, pa je Hrovatinov vrt. Gre za nekdanje ostanke Zoisovih vrtov v Ljubljani in je res nora zelena oaza v mestu. In te dve kvaliteti sta bili osnovno tudi vodilo potem pri zasnovi širši mojega projekta, ki sem se ga lotila prek 9 točk, ki jih vam bom na hitro predstavila. In sicer, da Hrovatinov vrt ostane nedotaknjena oaza. Ta prostor je danes privatiziran
ampak jaz želim s tem, ko na njegov rob poselim nov program, ga tudi odpreti za mesto in javnost, da se stavbni otoki v Ljubljani, ki so danes zelo zaprti in recimo bolj namenjeni samo ožjim prebivalcem, da se prebadajo in da se tudi notranjost karija odpre za širšo Ljubljano. Potem me je zanimalo tudi vzpostavljanje povezav po nekdanji rimski Emoni od obzidja preko ostanka v bistvu zidu na moji lokaciji in širše naprej do ostankov za osnovno šolo Majde Vrhovnik. Potem sem odstranila vse dele, ki so se mi zdeli, da niso imeli vrednosti, in ohranila te, ki so se mi zdeli pomembni, med drugim tudi to obstoječo tiskarno Tone Tomšič. Predvsem pa sem z novo intervencijo želela oblikovati praznine okrog v bližini Hrovatinovega vrta. Prenovila sem tiskarno Tone Tomšič v nov kreativni center skupnosti in na koncu vzpostavila novo razvejano strukturo, ki pa nadaljuje niz tiskarne. Tukaj lahko vidite idejno zasnovo tega, kako bi se lahko ta kare prenovil in pa nove javne recimo prostore z različnimi karakterji, ki bi omogočali druženje, srečevanje, ne samo za prebivalce tega ožjega območja, ampak nasploh za celotno mesto. Jaz sem vsakega izmed teh objektov poimenovala in vsak izmed njih ima neke svoje specifike in je predstavlja drug način bivanja. Vsak lahko funkcionira zase, so pa oni med sabo povezani tudi s takimi paviljonskimi strukturami, ki programsko niso definirane. Po drugi strani sem vzpostavila različne odprte prostore, od tega, da se ohranita vrt, da se vzpostavi novi park za druženje, da se obdrži spet ta mali vrt na severni strani in vzpostavi novi trg med objekti. Po drugi strani pa se mi je zdelo pomembno, da se vzpostavijo različni programi, od programov za bivanje do vrtca, do nekega skupnostnega centra, do stanovanj za stare, za mlade, za študente, do različnih večnamenskih dvoran. To pomeni, da se zgodi, da nudim programe, ki bi na nek način lahko služili različnim uporabnikom in različnim potrebam. Tako da je to mogoče neka shema tega, kako se to lahko potem prepleta in pokaže v tej končni strukturi. Tukaj lahko vidite na situaciji, kako se vzpostavljajo te odprti prostori in te moje nove objekte, ki definirajo robove teh odprtih prostorov in pa ta kare ob Aškerčevi, s katerim sem se tudi ukvarjala. Tako so recimo tlorisi pritličja, v katerih so večinoma javni programi, pa potem shema prehajanja. To pomeni, da se kare odpre in lahko vi prehajate od na primer Aškerčeve ceste čez te nove odprte prostore, pa potem naprej v mesto. Tako da to je zdaj pogled na oživljen recimo Hrovatinov vrt. In potem lahko še na kratko mogoče samo povem, predstavim vsakega izmed posameznih objektov. Hiša, ki se imenuje Lamela, stoji na severnem delu Hrovatinovega vrta. Ona je specifična zato, ker vzpostavlja različne bivalne skupnosti. To pomeni, da vsak lahko biva sam v svoji celici in potem souporablja to skupno gospodinjstvo. V pritličju se zgodijo recimo javni programi, kakor so vrtec, pa dnevno bivanje za starejše. V zgornjih nadstropjih pa so lahko tako bivalna skupnost za mlade, za starejše, za ljudi s posebnimi potrebami. In vsaka od teh enot je potem prilagodljiva. V pritličju recimo tako je pogled vrtec, ki se odpira v zelenje. Gor pa lahko mogoče vidite ta skupni bivalni prostor, skupno kuhinjo in potem posamezne enote, ki pa funkcionirajo na podoben način kot recimo že poznane institucije, ampak se odpirajo v to zelenje na obe strani, kar jaz prepoznam kot zelo veliko kvaliteto. Tako se recimo bivalni prostori odpirajo ven, v gozd, pa sobe. Naslednja hiša ob Lameli je hiša Vogal in se odpira na Rimsko cesto. Za njo je značilno, da vzpostavlja nova stanovanja, ki pa so spet
fleksibilna in prilagodljiva. To pomeni, da lahko funkcionirajo kot varovana stanovanja, lahko funkcionirajo kot stanovanja za 4 študente ali pa za eno družino. V pritličju so spet javni programi, nova restavracija, kjer lahko pridejo tudi študenti kaj pojesti recimo iz vseh fakultet v bližini in se srečujejo s temi prebivalci. Tako je recimo videti ta skupna kuhinja, pa potem še zadnja fasada in te terase in ganki, na katere se vsa ta stanovanja odpirajo. To pomeni, da lahko tudi nekdo, ki je recimo nepokreten, pa je večino časa leži, je na nek način del dogajanja in gleda ven na gang, kjer se recimo igrajo otroci. Tako izgleda tudi prerez, kjer se mogoče lahko vidijo te vsi različni odprti prostori pa struktura hiše. Tiskarna, ki predstavlja recimo središče tega programa, to je res izjemen prostor in Ljubljana ima ogromno takih potencialov, ki pa so privatizirani ali pa prazni, in jaz sem mogoče želela tudi svojo nalogo pokazati, da bi lahko z minimalno prenovo ali pa intervencijo aktivirali take prostore in jih uporabljali na različne načine. Tiskarna postane nov center skupnosti, v pritličju so razstavni prostori, potem gor so ateljeji, tako bi recimo lahko izgledala neka razstavni prostor, kjer bi razstavljali umetniki, potem z različnimi dvoranami, ki so večnamenske, pa potem še razstavni prostor zgoraj. Spet en prerez, mi moramo na faksu vse to narediti, tako da to je ogromno dela, na koncu. Pol je še študentski dom, ki je na severnem delu Karija, ki v bistvu je namenjen minimalnemu bivanju za mlade in za vzpostavljanje tega velikega skupnega prostora, ki se pa odpira na ta trg. Vsaka celica ima svojo posteljo in pa potem prostor za učenje, ki se lahko tudi poveže, da se lahko potem študenti družijo po potrebi. Potem pa mogoče najbolj javni od vseh programov pa je Svetilnik. On vzpostavlja različne programe. V pritličju recimo avditorij, knjižnica, čitalnice. Ti programi so vezani na Aškerčevo in na fakultete v bližini. V zgornjih delih pa se vzpostavljajo bivalni lofti, ki vzpostavljajo recimo različne načine bivanja in ga vsak lahko poseli na svoj način. V spodnjem nivoju, v parterju, pa se vzpostavlja nov park, ki se potem povezuje v notranjost Karija, in ta svetilnik na nek način označuje dogajanje v notranjosti. Tukaj lahko mogoče vidite različni načini, kako se lahko prostor poseli, od tega, da je to čitalnica, ki se odpira v park, do recimo različnih bivalnih prostorov, in ta stolp se potem odpira naprej v mesto. Potem pa mogoče za zaključek pa še najmanjši, ampak meni se zdi najbolj pomemben objekt od vseh. Gre za paviljon, ki stoji na robu Rovetinovega vrta. Je najmanjši in tudi najbolj preprost. Gre za leseno konstrukcijo, ki se z transparentnimi paneli odpira v gozd. Paviljon postane nova dnevna soba mesta in omogoča srečevanje, druženje in vključevanje različnih prebivalcev. Tako izgleda pogled recimo ven. Lahko je prostor za delavnice, za druženje, kavarna in še marsikaj drugega. Pa mogoče še za konec to, da si želimo, da bi arhitektura mogoče omogočala svobodno rabo prostora vsem prebivalcem na enak način in na ta način tudi vzpostavljala dom. Vsi ti prostori skupnosti pa bi lahko postali tudi naš nov prostor kolektivne identitete, recimo. Hvala.